bil, lastnik je fiša, Matjašek pri brati je bujde kakla. Ja, 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 Matjašek je bujde kakla. Ja, 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 Matjašek je bujde kakla. Litrška nica, dedi so spili, potlak pa svijo povesi lovili. Ja, 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 Matjašek je bujde kakla. Ja, 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 Matjašek je bujde kakla. Dvakrat ali trikrat so se metali, potlak pa svijo so gnojšnici klali. Ja, 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 Matjašek je bujde. Lep dober večer vsem skupaj. Dober večer. Tako, lepo smo se mirili. Jaz vas lepo pozdravljam v imenu Turistično-kulturnega društva. V našem društvu smo si zadali tudi, med drugim tudi to, da ohranjamo tradicijo. In kaj je večja tradicija kot včasih so bile koline, torej tudi še danes so koline. In da bi vsaj nekaj tega, kako se je to včasih dogajalo in kaj vse smo doživeli na ta lep večer, danes smo doživeli, marsikateri se spominjate še teh časov, marsikateri mlajši, mogoče ne več toliko lepih stvari, toliko lepih dobrot. En gospod mi je prej rekel, da čisto diši po kolinah. On je sicer rekel v drugem jeziku, ampak res diši po kolinah. Torej, nocoj bomo slavili koline, domači praznik, ki je v naših krajih ima dolgo tradicijo. To tradicijo bi radi ohranili tudi na ta način, da mogoče vsako leto se enkrat zberemo, da poskušamo, kaj so nam ženske pridne gospodinje pripravile. Zato vam želim obilo zadovoljstva, dobre volje, upam, da ste dobro voljo tudi samo prinesli. Ne bo manjkalo ne dobre postrežbe, jedi, pijače, glasbe, petja. Vse to danes boste z nami doživeli. Zato vam želim prijetno bivanje pri nas. Hvala. Hvala lepa našemu predsedniku Turistično-kulturnega društva, gospodu Dragu Lukmanu. No pa začnimo. Jaz mislim, da ste že vsi, ko me čakate, ne? Kot je naš predsednik rekel, nocojšnji večer bo posvečen kolinam kot ljudskemu običaju in družinskemu prazniku. Radi bi, da se počutite čim bolj domače. Tak, recimo, kak da ste prišli na eno veliko kmetijo, ki so že zaklali gudeka, pa zdaj se to vse nekaj dela, pa kuha, pa mele, pa reže. Vi pa ste eni izmed tistih, ki ste povabljenci na večerjo in boste uživali v vsem tem, kaj se tam v kuhi pripravlja. Za začetek bi vam podala nekaj pomembnih informacij. Danes bomo imeli pojedino s kar 7 hodi, tako se ni preveč napokati, kdo da kjeri hod prišel gor, ne? Malo se šparajte še zadale. Jeli bomo starinskih krožnikov, če ste morda opazili, ki so jih naše pridne kogovske gospodije nafehtale po skoraj celi vesi. Prav tako pa bomo pili tudi iz starinskih dvodecinskih špricar kupic, kako smo nekdaj to znali reči. Naše gospodinje pa nas bodo postregle v oblačilih, kakršne so nosili v starih časih. Ob pojedini se boste lahko okrepčali s špricarom, ki je pripravljen na mizi in je vštet v ceno večerje. Če pa bi si šteli grlo poplakniti s kakšno žlahtno kogovsko kapljico, pa se boste lahko postregli v tistem koti, ki bodo kasneje stregli čisto kogovsko, žlahtno, fino, najboljšo vino na svete. Seveda ob primerni ceni. Torej, na mizi vas je pričakal zajtrk, k mizi bo postrežena tudi juha, ostale jedi pa bodo prinesle gospodinje na to mizo v sredini, vi pa si boste hrano postregli sami.
Smo zdaj vse se razumeli? Vse jasno, kjeri moreči, kjeri ne ve, naj vpraša. Slovenci smo v preteklosti veliko bolj živeli z naravo. Imeli različne običaje, ki so povezovali tako družine kot sosede. Zaradi tempa življenja, drugačnih življenjskih, moralnih, verskih prepričanj, so mnogi slovenski ljudski običaji skoraj izginili. To se verjetno strinjamo, ne? Ponekod tradicija še ostaja, a počasi vse staro zamira in naši vnuki ne bodo poznali več te tradicije, ne bodo poznali vzdušja, smeha, veselja, ki je ob takšnih dogodkih napolnil hišo. Eden takšnih dogodkov, močno povezan s tradicijo, so, kot smo že povedali, koline. Malo več vam bom tečnarila na začetki, zato ker bi rada čim bolj, da pridemo v to vzdušje notri. Pozneje bomo vas manj obremenjevali z informacijami in podatki, pa boste lahko malo bolj uživali v hrani. Torej, trije najpomembnejši pojmi, ki so povezani s praznikom kolin, to so svija, mesar in meso kot prehrana oziroma izdelki iz mesa. Ozrimo se malo v preteklost. Meso so nekoč uživali ob pomembnejših kmečkih opravilih, ko so imeli težake, ali pa ob nedeljah in večjih praznikih. Praviloma so klali le enkrat na leto. Svija je nekoč veljala za največjega prijatelja slovenskega kmeta. Svinje so bile namreč edine živali na kmetiji, za katere se je hrana posebej kuhala. Mogoče se še kateri tega spomni, ki je morda malo bolj v zrelih letih. Sviji so se pred zakolom zahvalili tako, da so jo nekaj dni hranili z boljšo hrano. Svija nastopa tudi v mnogih slovenskih pregovorih in reki, kot so na primer: kdor svinje redi in zelje sadi, ta se lakote ne boji. To smo se vem, da naposlušali. Mogoče mlajši se teko ne spomnijo, mi, ki pa že smo malo tam v srednjih letih, pa že ne. Torej, od druge polovice 19. stoletja je bila severovzhodna Slovenija območje, kjer je bila svinjereja najbolj razširjena. Največ prašičev na kmetiji je bilo torej v tem času na območju ravno naše prelepe Prlekije. Za zakol so svije pričeli krmiti navadno v jeseni, ko je bilo dovolj poljskih pridelkov in zrnja. Za zametaje so uporabljali otrobe. Dajali so jim tudi mleko, če ga je bilo pri hiši dovolj, in ostale ostanke hrane. Če so imeli pri hiši več svij, so jim pripravljali hrano v alfah, ki so jih namestili zunaj na pocti ali na dvorišči. Vsaka gospodija je bila ponosna, če je nakrmila debelega prašiča. O tem se je nato še nekaj cajta govorilo po celi vesi. Koline so se običajno začele zgodaj zjutraj s prihodom mesara in njegovih pomočnikov. Potrebno se je bilo okrepčati, preden so se lotili resnega opravila. Vi ste se danes okrepčali z žganico in s potico. Ponekod je zajtrk pripravila gospodinja takoj, ko je mesar zaklal prašiča in mu udrl kožo. Največkrat pa je bil zajtrk postrežen ob prihodu mesarja. Gospodija je za zajtrk postregla z mesom stunke, ki je ostalo še od prejšnjih kolin. Potem se je ocenjevalo, kakšna je bila gospodija. Če je ne ponudila mesa stunke, se ve, kakšna je bila, ne, pravim. Na mizi pa so bile tudi potica in čaj, šnops ali kuhano vino. Ponekod so jedli hajdinske žgance z ocvirki in kislo juho ali zelje iz kadi. Zajtrk se je včasih zelo zavlekel, vam je to znano, ne? Vsaj pri nas doma se je, dobro, ne tak fest, samo malo pa tudi, ne? Mesači in držači so izpraznili glaž žganico, te pa so šli na delo, ne? Mi smo vam o prihodih, kako sem že rekla, postregli en del takšnega zajtrka, potico in žganico, na mizi pa vas že čaka postreženo meso iz tunke, paprika pa kruh. S prigrizkom ob prihodu smo simbolno označili prihod mesara na koline. S tem bomo zajtrkom opravili, mesar in pomočniki bodo med tem delali, mi pa bomo čakali na južino.
Prosim, tote krožnike po zajtrki, ki bi se spraznili, še zadržite, sete še jih potlam malo nucali. Pa dober tek vam želim. Joj, čakaj. Nekaj. Jezus, kite hodi tudi če našega dragega sem poslala z Dragonorovim sosede umeru za klobose, pa njega jega, pa ni mere. Jezus. Trezo, gled, kaj sem najšla pri vloto. Evo kloboso, ritjok. Vidiš kaj, ko za norca delajo takšni klobos, samo delali mi. Nič drugo so ne donesle. Ja, nekaj še bom. To sem čakala. To! Jezus, kak sem se strošila. Ja, kaj bi te toti pri večeri dali za pite? Če ne bi prinesli vina. Jezus, mi samo jabušnico pijemo. Dober tek. Pa dober tek. Kak je zdaj? Ste se najužnali, gremo vržemo svijo ali... Gremo? Torej, prosim lepo malo za pozornost, ker nadaljujemo. Torej, nadaljujemo tak, ne, zdaj smo se na zajtrku vozili, zdaj smo šli svijo pa hitili dol, ne. In če je na kolina šlo vse kak treba, je mesar hitro vzel kožo dol in jo z večjega razmetu in že se je približal cajt za južino. Pri odiranji kože so mogli paziti, kaj niso prerezali. Le nepoškodovano so lahko prodali. Gospodija si je za ta denar lahko kupila sol, sladkor, začimbe in kakšen novi lunec. Včasih so se že stvari na začetki zakomplicirale. Nagajivi sosedje so pogosto po noči na vrata hleva nabili deske oziroma hlev doj zašrejfali. Pred vrata so nanosili tudi razne ovire. Tako so domači morali zjutraj najprej odstraniti vse, kar je nastalo po noči, vse to pa je spremljalo seveda obilo smeha in zbadanja. Sviji so ponudili mleko ali koruzno zrnje, da bi se umirila in da bi mesar z metači lažje opravil delo. Običajno so svijo metali močni moški, ki vidim, kaj jih tu ne fali. Vi ste to že opravili, ne? In ko so jo uspeli vreči na tla, je mesar z nožem ali z bajonetom svijo zarezal pod podbradkom, da ji je odtekla kri. Neke krvi so običajno vlovili v krničko za krvavice. Kri je običajno lovila gospodija. Če pa je bilo žal za svinjo, je to opravilo prepustila komu drugemu. No, pri nas doma je bilo tak nekaj, ker so ostali šli v hlev, jaz pa sem si radio naštimala fest na glas, ker sem ja ne čula, kak svija cvile. Ja, imamo bil tak? Eden izmed držačev je nataknil svinji na zadnjo nogo vrv, na kar so jo potegnili iz svinjaka. Včasih se je zgodilo, da jim je svinja ušla. Se je to že komu zgodilo tu? Jaz mislim, kaj jaz sem zdaj nišče ne bi pa roke zdignute. In so jo lovili po dvorišči. To je bilo še dolgo potem predmet zbadanja in šaljivih zgodb. Preden gremo k južini, naj omenim samo še dva zanimiva artikla s kolin. To sta svinjski mehur in poscak. Mehur so očistili in ga dali sušiti. Ko se je posušil, so ga moški uporabljali za shrambo tobaka, nosili so ga zataknjenega za pas. Mehur so uporabljali tudi za boben ali žogo, poscalo ali poscak pa so vrgli na brejde za ptiče. Pa pustimo, zdaj to čas je za južino. Za južino so gospodije običajno pripravile pražena svinjska jetra s kuhanim ali praženim krompirjem in kislo zelje iz kadi. Mi vam bomo postregli s praženimi svinjskimi jetri, kuhanim krompirjem, kislim zeljem. Tako da bi prosila naše kuharce, če lahko prinesajo našo južino. Kuharca ste že pripravili, ste fertik?
Tako, kuharice so vam lepo prinesle jedra pa ostale pripomočke oziroma prijedi na toti mizi. Zdaj pa bi vas prosila, če si sam vzame svoj krožnik od zajtrka, ki še vam je ostal, pa si potem lahko poskušate toto našo južino. Ker potli sledi nadaljne delo, bomo še malo delali, ne? Dober tek! Boš mi gledal, ko si si dosti zelja, no? Boš brez kruha, ne bojem. Ja, nič, vidim, da vas je večina pojužinala. Rečite, kak so bile jedra pa to? Bo? Taka še te lahko obit ali večerjo tudi naredijo, ali? Vredi. Te pa bi zdaj nadaljevali, če se strinjate. Torej, koline so bile od nekdaj tudi za nas, ko smo še bili otroci, nekaj posebnega. Za starše polno dela in skrbi, da se dobi mesarja, da pride močnejši sosed v pomoč, kaj je mama vse pripravila, kaj ne bo kaša preveč kuhana in kaj bodo čurke dobre, pa da bo špeha najmanj za 4 prste. Potem pa še zvečer zabavni del o polni mizi. Pa ko smo tudi otroci slišali kakšne takšne besede, ki niso bile najbolj primerne za naše ušesa. Jaz se spomnim, ker pri nas so nas odrasli te malo tako poslali v eno drugo sobo. Ite se vi zdaj to igrat, ker se bomo mi starejši pogovarjali. No, s temi spomini živimo še danes in delček teh spominov bomo prikazali tudi kogovski folkloristi pod vodstvom Anice Pevec. Keriče koline meti, mora dosti pretrpeti. Hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Pred kak se žival zakole, kmet zaužije dost nevole. Hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Jaz bi to vam rad povedal, kak je mene prašič gledal. Hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Kda sem priša notri v hlev, ga je zgrabil strašen gnev. Hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Vuha špičino posluša, meni že trepeče duša. Hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Jaz bi nuca tu 2 krampa, kak je on nad menoj čampa. Hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Nisem vupoga prijeti, želeti mi drek popeti. Hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Zajde moja zadnja vura, kak je on nad menoj dura. Hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom.
koline gnes smo imeli, pa se vsi prav dobro imeli, pa za tunko špehmo mleli, gnezde, gujdek, zadič pilo bas. Sosed Lujza rebde zgraba, vyjec Joža z brega za noge. Štefek pijan je kak žaba, da pozabijo je vloviti kri. Na koline gremo, na koline, 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 koline so pri nas. Na koline, pridite na koline, gnezde, gujdek, zadnjič pilo bas. Na koline, pridite na koline, 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 koline so pri nas. Na koline, pridite na koline, gnezde, gujdek, zadnjič pilo bas. Zdaj pa jelimo koline od glavine do repine. Hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Tudi vino bomo pili, ker tak žmetno smo lovili. Hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Hoj ladrija, hoj ladrom, hoj ladrija, hoj ladrom. Koline gnes smo imeli, pa se vsi prav lepo imeli, pa za tunko špehmo mleli, gnezde, gujdek, zadnjič pilo bas. Gnezde, masna vsakša kljuka, Štefek, da nam češja kljupa, dedek pa deskota ljuka, Guča z babico, čeglih je glup. Na koline gremo, na koline, 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 koline so pri nas. Na koline, pridite na koline, gnezde, gujdek, zadnjič pilo bas. Na koline, pridite na koline, 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 koline so pri nas. Na koline, pridite na koline, gnezde, gujdek, zadnjič pilo bas.
to je bil čudoviti nastop folklorne skupine, kaj pravite? Ja, ne? Zdaj pa bodo gospodije pobrale tote male krožnike, pribor pa si prosim pustite, ker boste ga imeli celo večer pri sebi, tako kako to je nekdo na kolinah bilo, z enim priborom celo večer, pa z enim krožnikom celo večer, ne? Tako da bodo vam zdaj prinesle gor globoke krožnike, ki jih potem celo večer zadržite pri sebi. Smo se razmeli? Super! Zdaj, že smo skoro tako prišli do nekšnega kosila oziroma večerja, ali kako bi zdaj to rekli, ne pa še, pa nič, še nismo o mesari povedali, ne? Tako da bi vam zdaj nekaj jaz malo o mesari povedala. Glavne, mesar je bil osrednja osebnost pri klanju in pozneje pri razkosanju. Ves čas je vzdrževal prijetno vzdušje med prisotnimi, se pogovarjal z gospodinjo in se šalil z gospodarjem. Otroci so se ga bali in vlekli na ušesa njegovo pripovedovanje. Mesar je prinesel svoje orodje v cekarju. Razen ostrih nožev in mesarskega noža za klanje, je imel še štrajhar za brušenje nožov, sekirico in posebno puško z roljcem za nadevanje krvavic in klobas. Domači so mesarja lepo sprejeli, ga posadili za mizo in mu ponudili žganico in staro meso stunke, če so ga še imeli, mlečno kavo ali čaj z žganjem. Nato so še počakali na držače ali metače, ki so prav tako bili pogoščeni. Med zajtrkom so se šalili o raznih stvareh, o lanskoletnih kolinah in o letošnjem krmljencu. Otrokom se je prašič smilil. Ko se je mesar s pomagači spravil naden in se je začel dreti, so se otroci poskrili v malo hižo in si zatiskali ušesa. Mnogokrat je to storila tudi gospodinja, ki je krmila prašička, saj se je nanj zelo navezala. Ne, mama? Nekoč mesarji svojega dela niso računali. Za plačilo so dobili kakšen kos mesa. Posneje, ko so postale kože drage, so prašiča odrli, kožo prodali in z izkupičkom plačali mesarja. Danes mesarji običajno delajo za denar. Samo resen. Ki te je naš toti mesor? Kaj še, ni razpravil svija, ali kak je te zdaj? A, vidim ga, vidim. Mesor, pridite, lepo prosim, pridite. Jutro vas tega peko bilo. Zdaj vas je puno, ne? Ja, samo da ne bude, če nas premalo, kaj se da razpravijo. In se ga moramo videti po drugo pa. No da kaj, zdaj gremo k Štefeki v klet, pa en lunček spijemo, te pa gremo mi še panega budeka, drugače da bo ti spalilo, jeste. Ne straši me, Kaj bota, idem njo na drugega prosta. Tak. Mesar se je poslova, zdaj dobili bomo, kaj mu dobili, kaj do te čas uspejo pripraviti. Zdaj pa se ponovno posvetimo značilnim jedem na kolinah. Ne bomo ločevali med kosilom in večerjo, mi bomo pač v nekaj hodih predstavili nekatere od jedi, ki so se stregle na kolinah. In sicer bomo najprej postregli kašino in rezančovo župo. Taka bi prosila naše vrle gospodije, kaj nam na mizo počasi prinesejo župo. Zdaj grenjo tudi jesti. Dekle s črnimi očmi, enake tebi ni, gorilo bo, srce za te samo, so srečo ti želim, samo z menoj.
samo z menoj ne zni. Bo prišel dan vesel, ko drug te bo objel, bo drugi srečo užival, ker jaz je nisem smel. So srečo ti želim, samo z menoj ne zni. Dekle, 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 samo z menoj ne zni. Na plesu se vrti, na prsih mu sloni, z rokmi objema ga, z ustmi poljublja ga. Vso srečo ti želim, samo z menoj ne zni. Dekle, 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 samo z menoj ne zni. Dekle, povem ti to, si dala drugmu roko, bolje nesrečen bi, kot srečo z dvema delim. Vso srečo ti želim, samo z menoj ne zni. Dekle, 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 samo z menoj ne zni. No tako, pa smo malo se nauživali ob lepih melodijah. Zdaj pa naslednja jed, ki so jo pripravile naše kmečke žene, pa je hrteljina, jabolčni hren in rdeča runa oziroma pesa. Pa prosim lepo naše kuharice, ki nam prinesejo. Čilo glediš, pa nekšu besno, kaj te naruba? Ja, kak te ne bi tako hudo gledala? Ja, zakaj pa? Ja, od tega imamo mi mlado snaho pri hiži, je vse drugače. Kak te je drugače, ve pa, kak bi te lahko bilo? Ja, kaj, si ne prestimala? Kaj? Kaj je postni čas? Pa ne samo postni čas, še za petek postne. Pa kaj si ti pozobila, kaj se svijo hrukala? Kaši na sorja ni mogo, kaj banje žabijo, te pa si pač glihno petek, kaj zaporamo, ne? No, odkdo pa se te svije vsakih 14 dni hrukajo? Ode. No, vrede, kak so se vam videle hrteljna pa lokote? Jaz sem tako jela, ker sem se uspela že zaflockati bluzo. Ne vem, kaj da mi je učiteljica rekla, pri folkloriki bom naslednjič takšnimi fleki prišla. V glavnem, mesorje pa je zdaj že te končno uspejo tote klobose narediti, zato bomo jih zdaj dali zaprobati, tako sledi jo pečene klobose, pečeno meso,
resten krompir pa zeleno šaloto. Dober tek! Veselo je moje srce, za enega jaz prosil bom, da drevni vas pojezdil bom. Cin, cingel, cin, cangel, cin, cingel, cin, cin, veselo je moje srce. Čez 3 gore, čez 3 dole, čez 3 zelene travnike, cin, cingel, cin, cangel, cin, cingel, cin, cin, veselo je moje srce. Bom jezdil v svoji ljubci v vas, prepeval, vriskal bom na glas. Cin, cingel, cin, cangel, cin, cingel, cin, cin, veselo je moje srce.
A moj Urška govorila, pojdi Gašper se soli. Tra la la bum la 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 bum la 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 bum la 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 tra la la bum la 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 bum la la bum. Stari Gašper puško vzame, jo navaže s pulferjem. Vse se je zablisketalo, mlade Urške več ni bilo. Vse se je zablisketalo, mlade Urške več ni bilo. Tra la la bum la 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 bum la 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 bum la 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 tra la la bum la 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 bum la la bum. Sijaj mi sončece, sijaj mi Alpane, gori čez ravno polje. Tam, kjer je moje dekle, gori čez ravno polje. Tam, kjer je moje dekle. Sijaj mi sončece, sijaj mi Alpane, ona že drugega ima. Jaz pa bom ležal doma, ona že drugega ima. Jaz pa bom ležal doma. Ležal pa že ne bom, ležal pa že ne bom, saj so tak dolge noči. Dekle se lahko dobi, saj so tak dolge noči. Dekle se lahko dobi. Kaj se je zmislila, k men se je stisnila, sem jo poljubil, obil. Znova ljubiti začel, sem jo poljubil, objel. Znova ljubiti začel. Hvala našim kogovskim dečkom, ki so tako lepo pobožali našo dušo. No, teko za informacijo, ne, naši kogovski dečki so že skoraj znani po Sloveniji, pa po celem svete. Ne fali na porokah, ne fali na kakšnih okroglih obletnicah, tako, če si želite, ka še vam toti naši kogovski slavčeki, da zapopevljajo, vi samo prita na kog. Zdaj pa gremo k čurki, ne? Joj, saj vem, kaj si mislite, jaz tudi, kaj še to stiščala. Ampak, kaj jaz moram, tako so mi naročili v kuhji, ne, in zdaj moram to te čurke predstaviti. In sicer na Kolinah so delali 3 vrste čurk. Še pred pa bi vam povedala, kaj vso toto meso, kjer ste nas jeli, pa klobose, pa čurke, vse to lahko kupite pri našem mesori, kjer je resen mesor bil, tisti, ki je pred notri prišel.
To je naš mesor in vse to, kar smo danes jeli, je njegovo meso in njegovo... No, meso njegovega gujdeka, njegovih gujdekov, ki toto meso lahko pa čurke kupite v mesnici v Ormoži v centri mesta, kjer je zainteresirani, lahko tam tote stvari dobi. V glavnem, 3 vrste čurk smo rekli, danes bomo probali, in sicer črne čurke ali krvavice. Za jih je bila potrebna kuhana ajdova kaša, ki so ji dodali kri. Meso je mesar zdruzgo z rokami. Danes to počnejo z različnimi električnimi mešalniki, ter dodal poper, sol, majaron, ocvirke, vročo mast, obarnico in še kakšne začimbe. Običajno so v maso za čurke dodali še glavino in pljuča. Vse skupaj je bilo treba dobro premešati in nato nadevati v tanka čreva. Nadevane čurke so nato obarili v kotlu, v katerem so gospodije že prej obarjale slanino. Za bele čurke se je uporabljala prosena kaša, cimet, sladkor in malo soli, tako da bela čurka je sladka. Koliko soli, popra oziroma začimb dodamo? Najboljše je, da nadev enostavno poskusimo in začinimo po svojem okusu. Pri moji tašči, veste, samo ne povedati tega, pri moji tašči to ponavadi izgleda tak, tast dela bele čurke. Te pa mora iti po tisti traktor, v katerega se to notri rivle, in v totem cajti lepo mije 2 z svakinjo, še 2 žlice cukra notri hitima, ker mama rada bolj sladke. Samo ni tega povedati, te ne da vrede. Tako da, to je to. Za bele čurke je pomembno, da je nadev lepo sočen. Zato je potrebno dodati kakšnih 5-6 večjih šeflih ali zajemalk vode, v kateri se je kuhala svinjska glava ali obarnico. Za sive čurke pa uporabimo ajdovo kašo, sol, poper, mast in ocvirke. Sestavine so običajno enake, kot za črne čurke, samo da ne uporabimo krvi. We don't need blood. Torej, danes boste imeli možnost probati vse 3 vrste čurk, zraven pa bomo postregli tudi z jabolčnim kompotom, ki so ga delale seveda naše zveste kogovske folkloristke. Tako da mislim, da je fez dober pa sladek. Pa dober tek vam želim. Spoštovani prijatelji, spoštovani sosedi, naši gosti, hvala lepa, ker ste nam vse pomagali narediti, shorati, meso narezati, špeh, vse smo scvrli, vse naredili, tako zjutraj samo počivljamo. Počasi se približujemo k zaključku nocojšnjega večera, sam pač to temu uradnemu, no, kaj ne te misli, kaj še je zaključek, ali moramo iti še v domu? Ne. Aha, dobro. Prežetega spomini in tradicijo in običajev, ki so veljali ob kolinah. Za konec vam bodo naše gospodinje postregle še z mašinskimi keksi, janežovimi vpogenci in drugimi sladkobami, ki niso smele manjkati na kolinah.
predlagamo, da se ob sladkarijah še podružimo ter poveselimo ob veselih melodijah naših domačih muzikantov. Zdaj pa bi še vas, naše gospodinje, prosim lepo, če pridete. Ne so še zadnjih keksov vzele ven z pečice. Zadnji keksi so še se z pečice vzele. Lepo prosim. Dober večer, še z našim imenem. Okay. Dober večer še v našem imenu, upam, da niste lačni več. Resen je zodi hod, mi tudi kome čakamo. Bi pa še eno malo upravičilo. Ugotovili smo, ker nam je zgodila ena nezgodica. Ne, vse je dobro, žaluci, da vse vrede. Samo mi smo tote lepe veloke, pogledajte. Od krofov so nam ostali veloke, pa je naša Romana napravila tote bele kekseke. Pa nam je 3-krat zabičala. Ne demnite jih prehitro gor, kad v vrh grotale. Pa mi smo ne mogle, kaj ne bi vedale. Zdaj pa je šefica prišla pa rekla, gledajte, kaj imate za to, vse se kup drži. Tako mi se ji opravičujemo, vi pa prosim lepo to pozorite. So pa v vsakem primeru dobre. Hvala lepa. Samo malo še. Moja je bila prva, pa moja do zadnja. Jaz bi se v imenu, mislim, vseh vas najlepše zahvalil vam, ženam. Vi ste naše, kako bi rekel, rožice, oziroma vse najlepše, kaj imamo na kogi. Posebnega darila, nagrade smo vam ne pripravili, ampak najlepše darilo, najlepša nagrada so vaši obrazi, vaše počutje in mislim, da to, kaj mi izžarevamo, če jim zdaj to damo nazaj, smo največ napravili nocoj. Hvala, ker ste prišli, ker ste si vzeli čas. Počakajte zdaj. Srečamo. Čez pol leta že bomo videli. Se pravi, uspelo je. Hvala lepa še enkrat in bote še to videti. Oprosti, predsednik, sam nada tvoja zadnja. Upam, da ste preživeli lep večer. Jaz bi vseeno naše gospodije prosila, ker se nam pridružijo to naprej, kak cvet kogovskih žena. Kar vsem pridem, ni se biti sramežljive. Saj sem vas čula pred kuhje. Pa bi prosila resen, če jim en vejki aplauz. Hvala, kogovske ženske, radi vas imamo, brez vas ne moremo. Brez kogovskih žensk ne moremo, tako kot brez muzike ne moremo, zato bodo si zdaj ženske lepo odehnule, pa si kakšno žlico kaj dale v usta. Mi smo vse vesele, ker nekaj ostalo, da smo zvezali. Tako, naše muzikante domače bomo prosili, če nam bodo kaj takšnega lepega zaigrali. Tisti, ki pa imate voljo, ki stešate zdaj vso toto jestvino dol, pa lepo vabimo, ker si lahko lepo na odri tudi zaplešate, če vam paše. Tako da želimo vam še naprej lep večer, uživajte, imejte se radi, pa morda se vidimo drugo leto, kdo ve. Hvala lepa.
Thank you.